Tole je avtomobil, ki so ga pri Chevroletu težko pričakovali. Limuzinski krus je sicer nanizal dokaj dobre prodajne številke in to kljub temu, da v tem segmentu Evropejci ne maramo limuzin. Več namreč dajemo na uporabnost in ne samo na obliko. In zato so nam bolj všeč kombi limuzine, kot je ta krus. V večini primerov enak limuzini, celo zadnje steklo je malce bolj položno kot običajno pri kombi limuzinah, a je ravno zaradi tega morda zadek malce manj posrečen. Je pa uporaben, saj je odprtina precej večja kot pri limuzini in skriva 413 litrov, kar je nekako povprečje razreda. Ostalo je poznano, a na hitro lahko ponovim. Če vam povem, da takšen skoraj polno opremljeni krus stane dobrih 17 000 evrov, potem je jasno, da mu ne smem zameriti kakšne malenkosti. Recimo te plastične notranjosti, ki jo blago sicer dobro razbijajo. Vozne lastnosti so zadovoljive, manjka pa bolj komunikativen krmilni mehanizem. Tudi 1,8 litrski bencinski motor smo že preizkusili in je povsem v redu, a Oplova tehnologija turbomotorjev do te znamke še ni prišla. Ko bodo motori bolj živahni, manj bodo porabili, bo pa šla verjetno cena avtomobila višje. No, motorju pa slabo družbo dela menjalnik, ker ima le 5 prestav, kar je prava rariteta v tem segmentu, je na avtocesti motor glasen in tudi porabi preveč. Na testu 8 litrov, 6. prestava bi zmanjšala porabo in tudi hrupa bi bilo manj. Za nekaj več kot 17 000 evrov boste torej dobili dobro opremljen avtomobil s 6 zračnimi blazinami, tempomatom, parkirnimi senzorji, klimatsko napravo, ESP sistemom, kar pomeni, da prav veliko ne boste pogrešali. Morda vas bo sem ter tja le zazeblo, ko si boste z nogo nevede premaknili temperaturo nižje.